Najbrž ste uspešno rešili delovni list ena, kdo je za vas oseba z integriteto. Osebe z integriteto imajo tudi naslednje lastnosti. Prva taka je odgovornost. To je lastnost človeka, ki si prizadeva zadovoljevati norme, izpolnjevati zahteve in dolžnosti ter skrbeti za prevzete odgovornosti, pa tudi prepoznati napake. V kontekstu integritete pa govorimo tudi o sprejemanju odgovornosti za svoje čustva in dejanja. Ko so naše vrednote, čustva in dejanja usklajene, pa govorimo o celovitosti. Celovito torej deluje oseba, ki zmore prepoznati, kaj se sklada z njeno osebnostjo, ki zmore prepoznati svoje čustva in v skladu z njimi tudi sprejemati odločitve, se izražati in ravnati. Ko rečemo, da je nekdo vreden zaupanja, kot so osebe z integriteto, verjamemo, da je kdo sposoben nekaj narediti to, kar se pričakuje, in da je pošten ter iskren. Prva sankcija za kršitev integritete strani drugih pa je pogosto prav izguba zaupanja. Iskrenost, naslednja lastnost, pomeni, da govorimo resnico oziroma predstavljamo realnost tako, kot jo doživljamo. Integriteta vključuje tako iskrenost do drugih, kot tudi do sebe, kar včasih pomeni tudi, da si priznamo, kje so meje naših zmožnosti in česa ne moremo izpolniti. Empatičnost, naslednja lastnost, je sposobnost vživljanja v doživljanje drugega, sposoben hoditi v njegovih čevljih. Če ste že kdaj jokali med žalostnim filmom ali vas je zabolelo, ko se je kdo vrstil okrog pohištva, lahko to pomeni, da se znate dobro vživljati v doživljanje drugega oziroma da ste empatični. Empatija pa je tudi temelj marsikaterega moralnega presojanja in dejanja. Naslednja taka lastnost je moralni pogum. Ta pomeni asertivno živeti to, v kar človek verjame, ter zagovarjati svoja prepričanja, ne glede na odzive in posledice. Pomeni pogum, da pri izbiranju med prav in narobe izberemo to, kar je prav, tudi če to ni vedno najlažja pot. Naslednja lastnost, samodisciplina, pomeni samonadzor pri vztrajanju do konca opravljene naloge in pri tem uspešno upiranje skušnjavah. Samodisciplina v čustvovanju pa pomeni predvsem nasprotje impulzivnemu ravnanju. Skladnost se nanaša pa na to, da je vsak posameznik del večje celote. Običajno je vsakdo med nami del vsaj ene skupnosti, kroga, družbe. Vsak izmed nas prav tako predstavlja pomemben del te skupnosti in lahko pri tem s svojimi kvalitetami prispeva. Še dve lastnosti oseb z integriteto pa sta poštenost in pravičnost, katerih se bomo dotaknili v naslednjem poglavju.